Hrvaški turistični sektor, predvsem lastniki kampov, pa trenutno bijajo bitko z vlado. Vzrok za spor napovedan nov zakon o urejanju prostora. Ta namreč med drugim predvideva spremembo statusa mobilnih hiš kot zidane objekte. Če bo zakon sprejet, bi to pomenilo precej omejitev pri postavljanju mobilnih hiš v kampih, čeprav so te iz leta v leto bolj priljubljene, ponekod pa bi tudi že postavljene zaradi novih strožjih pravil morali odstraniti. Jaka Vran. Počitnice ob morju, v kampu, ampak v udobju klimatiziranega prostora, postelje in terase z razgledom. Mobilne hiške so pri naših južnih sosedih v zadnjih letih v strmem porastu, tudi številni Slovenci se odločajo za tak tip počitnic. Zanimive so tudi za lastnike kampov, saj je donos na mobilno hiško v primerjavi z navadno parcelo za šotor ali avtodom 4-krat višji. 15.700 mobilnih hiš je v hrvaških kampih, 314 milijonov evrov je letnega prometa iz tega naslova oziroma v povprečju 20.000 evrov na eno mobilno hiško. Cene letijo v nebo, sploh pri tistih nekoliko bolje opremljenih, ki so postavljene tik ob morju. Neke mobilke zaista postižu cijene koje si i neki hoteli mogu samo sanjati, to je čak 800, 900 pa i 1000 eura u špici sezone. A tega bi lahko bilo kmalu konec. Hrvaška vlada namreč pripravlja nov zakon o zaščiti okolja, ki bo precej zarezal v poslovanje kampov. Precejšnja omejitev pozidanosti, pri čemer bodo mobilne hiške dobile status grajenih objektov. Dakle, naravno da se mi s tim ne slažemo i mi slikovito kažemo da bi se s tim zakonom hrvatski kamping vratio 30 godina unazad. Cilj zakona je, tako predlagatelji, preprečiti uničevanje prostora. Turistično združenje pa mobilne hišice tolmači kot del opreme kampa, kot je veljalo do sedaj. Nenazadnje naj bi se to izkazalo že ob uničujočem potresu v Petrinji. Mi smo iz jednog kampa u Puli u roku od 5 dana u Petrinju dovezli 110 mobilnih kućica kao pomoć. A na Ministrstvu za urejanje prostora postopki tečejo naprej. Če bo zakon sprejet, bodo kampi morali v prehodnem obdobju 8 let umakniti vse mobilne hiške v pasu do 100 metrov od morja. Teh je kar 5500 oziroma več kot 1/3 vseh. Več kot 1600 pripomb je dobilo resorno ministrstvo, kot kaže pa se je bitka med turističnim sektorjem in odločevalci z področja urejanja prostora šele začela.